Bi pa povabila k besedi kar Boštjana iz Varstveno-delovnega centra Zagorje ob Savi. Ja, živijo, se slišimo? Se slišimo, Boštjan. Ok, super. Ja, jaz sem Boštjan Bebar, delam v Zasavskem varstvenem delovnem centru v enoti Litija. Ja, delam v Zasavskem varstvenem delovnem centru. Zakaj Zasavski varstveno delovni center? Zato, ker so tukaj uporabniki iz celotnega Zasavja, se pravi iz vseh občin, ne samo iz Zagorja. Imamo pa dnevno enoto v Zagorju, v Litiji in pa 3 bivalne enote v Zagorju. Zdaj, dnevne enote izvajajo storitev varstva, vodenja in pa zaposlitve pod posebnimi pogoji za odrasle osebe, ki imajo status invalida po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. To, da še povem, v Litiji še nimamo bivalnih enot, so pa v planu naslednjih letih. Najprej, da povem sodelovanje v projektu Mitura. Do mene so prišli Tjaša in pa Sandra iz Geosa, ne, in so povedali za tale projekt. Zdaj pa visoki gredi. Ne. Rezultat tega projekta je tudi, da smo dobili, kot je že Tjaša omenila, smo dobili v varstvenem delovnem centru v Litiji, smo dobili 2 visoki gredi. In glih ironija je bila, da so naši uporabniki v Litiji že kar kakšen let so nekateri predlagali, ne, pa navijali za to, da bi se dejansko uredili te visoke grede. Zdaj pa velikokrat se je že tako kot zgodilo, ne, so te visoke grede bile v začetku takšen zanimiva stvar, potem je pa interes upadel in so postale zapuščene. In zato smo malo odlašali s to odločitvijo, no in potem nas je, pač, kot sem že rekel, Tjaša obiskala in pa Sandra, in je bilo to super, zaradi tega, ker so dejansko imeli uporabniki visok interes za to. Dejansko bila to njihova pobuda in tukaj tudi, če ne bi bilo te pobude naših uporabnikov iz Litije, mi tudi verjetno ne bi pristopili k temu projektu, ker verjetno ne bi bilo takšnega interesa, tako je pa bil in to je bilo super, to je bilo res voda na naš mlin. No in tukaj na sliki, kot vidite, so zdaj večinoma tisti uporabniki, ki so si res želeli tega. No. In tudi zdaj, ko imamo to, no sicer zdaj smo doma, ampak dokler smo še normalno lahko delali in se družili, so te visoke grede bile res taka ena dodatna aktivnost, ne samo interesna aktivnost, ampak aktivnost, ki dejansko to, o čemer že danes govorimo skozi, aktivnost, ki spodbuja samostojnost in pa dejansko participacijo udeležencev naših programov. To pomeni, da dejansko se oni odločijo, kaj bi počeli. In danes bom skozi celotno tole predstavitev bom probal napeljati na to, se pravi na to participacijo naših uporabnikov. Ta naš vrt v Litiji je zdaj dejansko tak res večnamenski. Tukaj vidite na desni sliki se vrt uporablja tudi za siesto, uporablja se za aktivnosti športne in pa v tem levem vogalu imamo tudi te naše visoke grede. Uporabniki so si ta vrt res prilagodili po svoje. In to je za mene kot za nekoga, ki dela vsak dan v varstvenem delovnem centru dejansko z uporabniki, mi je to nekaj najboljšega. Se pravi to, da dejansko uporabniki sami se odločijo, da si sami prilagodijo stvari. Torej, da se gre končno čez tisto navado stalnih navodil, pa da si potem že sami ljudje navadijo na to, da se ravnajo po drugih navodilih. In to mi je všeč, v glavnem, to mi je tudi eden izmed največjih uspehov in tudi temu pri svojem delu, kakor se da sledim. Se pravi, da dejansko ta samoiniciativnost se dejansko razvija. To meni osebno in tudi mojim sodelavcem je to ena izmed najvišjih vrednot pri delu z odraslimi osebami s posebnimi potrebami. Potem bom nadalje navezal še te naše delovne aktivnosti. Zdaj, v varstvenem delovnem centru in v Zagorju in v Litiji je danes predstavljen celotni VDC, ne samo enota Litija. Se pravi, delovne aktivnosti so en takšen pomemben vidik preživljanja dneva oziroma časa v VDC-ju. In sicer delovne aktivnosti jih imamo več sort. So takšne delovne aktivnosti, ki so navezane na to, da se izdelujejo kakšne stvari za določene firme. To so tista znana dela, ki že verjamem, da vsi poznamo. To so kakšne preproste stvari, ki se sestavljajo, sortirajo, zlagajo. Se pravi, to je ena sorta delovnih aktivnosti. Druga je pa tisto, kar imamo tudi tukaj na fotografiji. Smo dve fotografiji, da so dosti nazorne. Na levi fotografiji vidimo dva uporabnika, ki sta zelo dejavna na področju lastnega programa.
Lastni program, to so naši izdelki, ki jih mi izdelujemo svoje in jih potem tudi prodajamo v naši trgovini ali pa na stojnicah oziroma prek spletne trgovine. No, in ta lastni program je dejansko zelo pomemben, predvsem za tiste uporabnike, ki si dejansko želijo sebe več izražati skozi oblikovanje, skozi estetiko, skozi dejansko umetnost. Tudi tukaj na tej levi fotografiji vidimo uporabnico, gospo, ki je lika. Potem tam na ozadju pa tudi vidimo moškega, ki pa šiva dejansko na šivalni stroj. No. In rečemo, ona dva sta, pa so tudi drugi uporabniki, ki so aktivni na lastnem programu, ampak ona dva sta res tista dva, ki sta zelo aktivna in sta tudi zelo samostojna. Zdaj pa naš lastni program, naši izdelki, no, so tudi tako zasnovani in tudi izdelujemo večinoma takšne izdelke, kjer so lahko uporabniki dejansko aktivni. Zdaj, ali je to nekje od začetne faze, ali nekje vmesne faze, ali pa celo pri prodaji. Pri določenih izdelkih je lahko oseba, ki si to želi, prisotna pri izdelovanju nekega izdelka lastnega programa, res prisotna od začetka pa vse do prodaje. Tudi v prodaji so nekateri uporabniki zelo radi prisotni in aktivni. No, tako da marsikateri uporabnik, ki si želi, sprejme stranko, jo postreže in da informacije, ko pa se pač stvar ustavi, da pa rabi več informacij, pa da ne ve, je pa itak zmeri nekdo od zaposlenih, nekje v bližini, ki potem to pomaga skomunicirati naprej. To je, kar se tiče lastnega programa, pa bom malo kasneje še pokazal na par izdelkov, bom še tam kaj pokomentiral. Bom pa še najprej tole drugo fotografijo na desni strani komentiral. Tukaj pa vidite masažo. Zdaj sem omenil te delovne aktivnosti, jih je kar precej in govorim za Gorje Litija skupaj. No. In tukaj le vidimo uporabnike, ki so se tekom projekta, ki smo ga izvajali, so se usposobili, dejansko moram poudariti besedo izobrazili, za masažo. Zakaj izobrazili? Ker je dejansko profesionalna maserka s pomočjo naše zaposlene usposobila jih izobrazila v prave maserje. No. Tako da tukaj moram res uporabiti besedo izobrazba. In tukaj so spet, rečemo, prisotni oziroma aktivni samo določeni uporabniki. Ne? Se pravi, tisti, ki si to res želijo, ki so tega želeli. In tudi potem se ta masaža lahko ponuja kot storitev v lokalnem okolju. In to je spet potem delovna aktivnost, ki ima več pozitivnih vidikov. Zdaj, da ne bom dolgovezal, kaj je skupno tem delovnim aktivnostim. Pa kaj je bistvo vsega tega? Bistvo je to, da je teh delovnih aktivnosti res en tak širok spekter, kar pomeni, da imajo dejansko osebe možnost, da se odločijo, kaj bi radi počeli. In tudi to je z našega vidika spet tisto, kar sem že prej omenil, ena izmed najvišjih vrednot. Se pravi, da ima človek možnost izbire, se pravi možnost participacije, da se odloči, kje bo sodeloval, ne da je neka aktivnost pavšalna za vse. To je, kar se tiče delovnih aktivnosti. No, tukaj sem pa dal še fotografije izdelkov našega lastnega programa. Tukaj bom naredil samo še glede tega, in sicer zelo pomembno, da omenim, imamo znamko Prešito, ki se imenuje tako. Zakaj? Zato, ker se uporabljajo reciklirani materiali. Torej, naši te izdelki, marsikatera naša aktivnost je usmerjena v ohranjanje okolja oziroma biti pozoren do okolja. In tamle v levem vogalu je fotografija, kjer vidimo vrečko, kjer je noter sadje. To so vrečke, mi jih imenujemo pozorne vrečke. Zakaj pozorne? Ker so pozorne do okolja. Zakaj pa so pozorne do okolja? Zaradi tega, ker so narejene iz odpadnih, odsluženih zaves. In to, na primer, je en takšen izdelek v lastnem programu, pri katerem so lahko tisti uporabniki, ki so aktivni na področju lastnega programa, lahko so prisotni, aktivni v izdelavi izdelka od začetka, od začetne faze, ko se reže, ko se perejo najprej zavese, pa vse do konca, do prodaje. In takšni izdelki so spet, mi vidimo več tukaj pozitivnih vidikov. Jaz sem zdaj par tistih naštel, ko so najbolj očitni. Ena je seveda to, da je recikliran material. Druga je to, da je dejansko uporaben za ljudi, da dejansko to kupijo. Tretji in pa najbolj pomemben vidik pri vsem tem je pa to, da so dejansko uporabniki lahko aktivni zraven. Se pravi, da niso neki pasivni gledalci, ampak so dejansko aktivni in se dejansko na ta način, s tem širokim spektrom
različnih izdelkov in pa tudi na splošno delovnih aktivnosti dejansko lahko krepijo svoje veščine, se učijo, dodajajo nova znanja. Se pravi, premik iz tiste konstante, ko je skozi neko isto delo, kjer se s časom neke veščine nič več ne ohranjajo, mogoče celo stagnirajo ali pa nazadujejo, do tega, da dejansko veščine krepimo, jih širimo ta področje delovanja. Zdaj bomo šli pa naprej na interesne aktivnosti. Spet interesne aktivnosti skozi vidik samostojnosti. Kot sem prej delovne aktivnosti omenil, v tem smislu tudi interesne aktivnosti, ki se meni osebno včasih zdijo še bolj pomembne v smislu vseživljenjskega učenja in pa samostojnosti kot pa delovne. Zakaj? Zato, ker pri interesnih aktivnostih tudi v zadnjih letih čim bolj k temu stremimo, da so interesne aktivnosti takih vsebin, ki so pomembne za samostojno življenje. Zdaj čisto konkretno, tukaj gor levo imamo fotografijo joge, ki se izvaja na vrtu vzadi za enoto litija. Zakaj je joga pomembna za samostojno življenje, bi nekdo rekel? Meni se zdi to čisto logičen. Zakaj? Če si nekdo želi izvajati jogo, ker tukaj so zdaj spet uporabniki, ki so si to želeli. In tukaj imamo na levi strani tudi izvajalko joge, ki je profesionalna in je tudi nas izobrazila v tej smeri in uči uporabnike in nas zaposlene, da dejansko kvalitetno izvajamo jogo. Zakaj je joga pomembna za samostojno življenje? Kaj, če ne dobro počutje, je dobro za samostojno življenje, moj odgovor. Se pravi, če znamo poskrbeti za svoje dobro počutje, ziher ena izmed pomembnih vsebin vseživljenjskega učenja. Potem dol spodaj imamo fotografijo kuharske delavnice, kot smo že prej tudi omenili, visoke grede so neposredno povezane tudi s kuhanjem. Visoke grede vrtnarjenje je namenjeno za to, da bomo dejansko lahko to uporabili. Se pravi kuhanje, se pravi pridelovanje, kuhanje in potem na koncu, da to poješ, je ziher ena izmed tistih temeljnih dnevnih človekovih potreb, ki morajo biti zadovoljene. In tudi to je ena izmed osnovnih stvari, za katere je potreba poskrbeti, če želiš samostojno živeti. Tukaj bi lahko še veliko fotografij dal, pa jih nisem dal, da ni poplave. Ena pomembna stvar, ki bom še omenil pri interesnih aktivnostih, ali pa če rečemo aktivnosti za vseživljenjsko učenje, je pa ziher e-pismenost, torej računalniška pismenost. V letošnjem letu smo sicer imeli plan, da bomo z gimnazijo Litija začeli delati na področju opismenjevanja uporabnikov, elektronskega opismenjevanja. Zakaj? Zato, ker zdaj imamo vsaj večina tukaj naših uporabnikov je že kar do neke mere e-pismenih, imajo pametne telefone, imajo računalnike in internet. Ampak hkrati pa pri veliki večini opažamo, da pa ne poznavajo vseh teh trikov pa nevarnosti zlorab z področja interneta. In tukaj smo imeli idejo, da bomo to letos štartali z gimnazijo Litija, ker bi dijaki z našo pomočjo vodili računalništvo in bi imeli spet več pozitivnih vplivov, s tem, da bi lahko tudi dijaki gimnazije prišli v stik z nami, kar bi mogoče pa tudi kasneje pomagali pri odločenju, za kateri poklice na koncu odločiti, na koncu gimnazijskega šolanja. V glavnem ta projekt je zdaj zamaknjen, ampak hočem reči, e-pismenost je ziher ena izmed teh vsebin, ki so nujne za današnje življenje, da lahko dejansko funkcioniraš od doma. Kot vemo, tudi v trenutnem času je že včasih težko vzpostaviti stik z zdravnikom, če ne uporabljaš elektronske pošte. Tako da je to. Potem imamo pa tukaj na desni strani en stolpec celih fotografij. To, kot vidite, so fotografije iz spletnih kamer. Zdaj pač trenutno smo v tej fazi, da naše aktivnosti podpora potekajo nadaljavo. In zato, ker sem prej govoril, da nam pač ni uspelo letos izvedeti tega projekta z računalništvom, je pa na koncu ta situacija s covidom pripeljala do tega, da se je pa mogel marsikdo in zaposlen in uporabnik naših storitev navaditi oziroma naučiti uporabe teh spletnih orodij. Spet izredno pomemben, da lahko v teh časih funkcioniramo, samostojno od doma. Zdaj, ker sva s Tjašo govorila, da bom danes predstavil naš VDC skozi vidik VŽU-ja, samostojnosti, mi je takoj padlo v glavo, da potem pa tudi moram omeniti naš pilotski projekt S teboj lahko. Kot je tudi tukaj zapisano, namen tega projekta je razvijanje in pa preizkušanje podpornih storitev po Zakonu o socialnem vključevanju invalidov. Kaj to pomeni? To pomeni, da tiste osebe,
s posebnimi potrebami, ki imajo željo, da bi živele doma samostojno, čist brez podpore pa ne gre, imajo to šanso zdaj preko tega našega projekta, da se v tem preizkusijo oziroma da je to tudi trajna rešitev. Za primer sem dal tukaj 3 fotografije. Na prvih 2 fotografijah, od leve proti desni, je naša Irena. Irena je do nedavnega živela v naši bivalni enoti v Zagorju. Ona je imela pa že kar nekaj let res željo iti na svoje, se pravi zapustiti bivalno enoto in pa da bi odšla živeti v svoje stanovanje. In s pomočjo tega pilotskega projekta s teboj lahko se je dejansko to uresničilo. Zdaj, kako to poteka? Preselila se je v stanovanje, s tem, da lahko ona živi doma v tem svojem stanovanju, pa ima določene podporne osebe, ki so se priključile temu projektu kot podporne osebe, torej da ji nudijo podporo tam, kjer jo rabi. Tukaj na levi, čist skrajna leva fotografija, prva je nazorna, sem namreč dal to in sicer tukaj prikazuje to ravnanje z denarjem. Torej vidimo, da se pravi beleženje izdatkov, mesečnih stroškov, da se pač situacija finančno tudi izide tekom meseca. Druga fotografija je spet kuhanje, spet pomembna za vsakodnevno življenje. In tako Irena zdaj že en mesec, dober mesec, zadovoljivo, dobro živi v svojem stanovanju, samostojno, s podporo neke podporne osebe. To je takšen zelo dober primer prakse, ko dejansko se človek preseli iz bivalne enote, se pravi, ni stalni stanovalec. Potem skrajno desno, na tretji fotografiji imamo pa še eno našo gospo, ki pa živi doma. Ne živi v bivalni enoti, obiskuje varstveno-delovni center dnevno varstvo, živi pa doma skupaj s svojo mamo. Ampak ona si ne želi nekoč, ko pač mame ne bo več, si ne želi živeti v bivalno enoto, ampak si želi ostati doma. Tudi pri njej je prišel poštev ta projekt, se pravi, tudi ona ima podporno osebo, s katero različne veščine utrjujeta oziroma jih razvijata. Tukaj je konkretno tudi kuharske veščine. Zdaj, kot sem povedal, namen tega projekta je razvijanje teh podpornih storitev za osebe, ki imajo status invalida po zakonu o socialnem vključevanju. Hkrati je pa namen tega projekta, da se tudi razvije lokalno okolje v podporno okolje. Ker te podporne osebe, ki sem jih prej omenil, da pomagajo Ireni in pa gospe Marti, te podporne osebe so konkretno, nekateri so to zaposleni iz našega varstveno-delovnega centra, nekatere osebe so pa povsem zunanje osebe, so pa to mlajši upokojenci, študenti. Torej pridemo do nekega kroga, ko nekdo dobi podporo, nekdo pa spet izvaja neko storitev in je spet lahko zelo uporaben del družbe, zato ker potem tudi ta prvi lahko samostojno živi in je res lep krog sklenjen. Tukaj tudi vam dal link do povezavo do tega našega pilotskega projekta,